Zdravo, poslušalke in poslušalci, bralke in bralci Večera. To je dnevno informativni podcast Večer je zjutraj. Veseli smo, da ste v naši družbi. Danes je sreda, 8. oktober 2025. Moje ime je Miha Dajčman. Katere teme izpostavljamo tokrat? Zaradi domnevno nezakonitih ravnanj predsednika vlade se je v krču znašla celotna vlada. Mariborski Lent je spet vse bolj flosarski. Po letu premora v petek tradicionalni nočni tek na Kalvarijo. Naročite se na podcast, da boste obveščeni ob izdaji naslednje epizode. Vse skozi smo z vami na večer.com. Nadzorne institucije 6 mesecev pred parlamentarnimi volitvami vse bolj stiskajo obroč okoli predsednika vlade Roberta Goloba. Zaključek mandata bo zanj najbolj zapleten, odkar je prevzel vodenje izvršilne veje oblasti. V današnjem Večeru piše notranji politični novinar Matej Grošelj. Mateja zdaj pozdravljamo v Ljubljano, da nam pojasni, zakaj se je aktualna vlada znašla v krču. Zdravo, Matej. Ja, zdravo, Miha, lepo pozdravljen. Očitno se ta predvolilni čas v Ljubljani še bolj čuti kot recimo pri nas v Mariboru. Verjetno, to je vedno tako, ne? Tukaj je center politične moči, tako da je kar zanimivo, zdaj se že čuti, da smo v bistvu v predvolilni kampanji. Ok, najprej seveda prosim, da nas spomniš, Matej, za katere kočljive postopke gre, o čem torej danes pišeš v Večeru. Ja, torej gre za ločena postopka. KPK na eni strani preverja, ali je premier kršil integriteto v zadevah Bobnar in Karigador. V osnutku teh ugotovitev je komisija v obeh primerih to tudi zaznala. Zdaj spomnimo malo, prejšnja notranja ministrica Tatjana Bobnar je premierju očitala, da se je vmešaval v kadrovanje v policiji. V zadevi Karigador pa gre za to, da se premier na vladi ni izločil iz dveh glasovanj o imenovanju svojega prijatelja Tomaža Subotića v svet bolnišnic. Problematično v tem je, da je v času mandata večkrat letoval v njegovi hiši na hrvaški obali. No, v zvezi z zadevo Bobnar pa poteka tudi ločeni postopek na višjih inštancah. Najprej se je s tem ukvarjala ljubljanska policija, potem specializirano državno tožilstvo, zdaj pa je preiskovalni sodnik v bistvu odločal o tem, ali bo proti Golobu uvedel sodno preiskavo. Če pride do tega, se bo Golob zagotovo soočil z izdatnim političnim pritiskom, kajti sodišče ima vedno večjo težo kot KPK. Zdaj o Golobu smo v zadnjih tednih, mesecih poslušali, brali precej bolj pozitivno, najprej poroka, potem še kongres združevalen, zdaj pa se sooča s težavami. Kakšen se ti zdi v tem trenutku predsednik vlade? Ja, jaz sem rekel, vsak predsednik vlade postane ranljiv, ko se znajde v nekih postopkih pred državnimi organi. Golob sicer od začetka te zgodbe, ki se zdaj vleče že 3 leta, praktično od začetka njegovega mandata, vztraja, da gre za farso pred KPK-jem. Včeraj je recimo celo izpostavil, da so te stvari zanj minorne. Skratka, poskušal ustvariti vtis v javnosti, da je v resnici vse okej, ampak vendarle bo zanj zagotovo neugodno, če bo KPK na koncu tudi pravnomočno ugotovila, da je kršil integriteto. Seveda pa bi bilo še veliko bolj problematično, če bi preiskovalni sodnik odredil sodno preiskavo v zadevi Bobnar. To bi namreč potem tudi pomenilo, da je premier obdolženec v kazenskem postopku. Jaz osebno si težko predstavljam, da bi katerikoli premier še lahko upravljal svojo funkcijo, da bi lahko zdržal na oblasti. V demokratičnih družbah namreč običajno v teh primerih sledi odstop predsednika vlade. Predsednik vlade s tem ne pokaže oziroma ne prizna, da je kriv. S tem v bistvu zaščiti na eni strani koalicijo, na drugi strani pa tudi postopke, ki potekajo proti njemu. Prav to misel ne bi imeli za predsednika vlade obdolženca v kazenskem postopku, izpostavljamo v tem današnjem tvojem uvodniku. Tvoj odgovor si že povedal, kaj pa misliš, kaj meni javnost? Težko rečem, ker je zadeva še niti ni toliko daleč v bistvu, da bi lahko imeli neke prijemljive dokaze. Zdaj po anketah se zdi, da nekako Svoboda ostaja na tistih standardnih gabaritih v zadnjih mesecih. Je pa seveda to, kaj bo zdaj prinesel ta predvolilni čas, ko bo odločalo še marsikaj drugega, tu se lahko zgodi res veliko.
Pišeš, da bo zaradi močne zmage na prejšnjih volitvah Golob nosil posledice morebitnega neuspeha levega pola na naslednjih volitvah. Pišeš tudi o zasuku v desno. Torej, vse kaže, da se ta zna zgoditi? Mislim, to je, jaz bi rekel, realna možnost. Golobu je ravno ta rekordna volilna zmaga pred 3 leti povečala zagotovo odgovornost za razmerja na levem polu. Spomnim, takrat Svoboda je kmalu po volitvah si pripojila 2 stranki, s tem je nekako Golob povezal ta liberalni del slovenske politike v celoto. Zdaj, pol leta pred novimi volitvami je po vseh anketah javnega mnenja zelo jasno, da je trenutna koalicija izgubila vso prednost pred desnico, ki jo je imela. In dejansko za levi pol prihaja negotov čas. Ne govorim tukaj samo o postopkih, ki zdaj tečejo proti predsedniku vlade. Pred vrati je vsaj en referendum, če ne 2, referendumu zagotovo razkril neko predvolilno razpoloženje volilnega telesa. Na kocki so zdaj v zaključku tudi veliki vsebinski projekti te koalicije, tu mislim predvsem na pokojninsko reformo in dolgotrajno oskrbo. Desnica se mi zdi, da je v prednosti že zato, ker bo napadala vladne stranke. Koalicija bo na drugi strani pa predvsem branila svoje položaje. Sploh SDS, recimo kot vodilna stranka na desnici, prihaja v to predvolilno kampanjo zelo organizirana, Janša ničesar ne prepušča na ključju. Pričakovati se mi zdi, da bo šlo do volitev resnično na nož. To bo prva posebna kampanja in zdaj, če bi bile volitve to nedeljo, ni nobenega zagotovila, da bi obstoječe 3 koalicijske stranke še prejele večino v državnem zboru. Tu bi jim lahko na volitvah pomagal Vladimir Prebilič svojo stranko, ta bo nastala naslednji teden, a tudi njemu je treba pozoriti verjetno tudi na ta kontekst. Tudi njemu v tem liberalnem delu politike mečejo nekaj polen pod noge in ga poskušajo na nek način onemogočati. Skratka, kdo bo to koga, kam bo šlo na koncu, to je veliko vprašanje. Vse več je primerjav Janše in Goloba oziroma njunih nastopov, njunega vladanja. Po čem vse sta si po tvojem mnenju podobna, mogoče če izpostaviš par zadev? Ja, mislim, najprej Golob itak vaš čas podarja antijanšizem kot nekakšno ključno programsko in tudi vsebinsko izhodišče Gibanja Svoboda. Tudi v parlamentu vidimo skozi celoten mandat, da se njegova stranka preko poslancev redno odziva na provokacije SDS, čeprav država od tega v resnici nima nič. Stranka bi se po moji oceni lahko bolj osredotočila na samo vsebino, se bolj posvetila vladanju, iskala strateške rešitve. Se pa vidijo določene povezave med Golobom in Janšo. Recimo zdaj že ta aktualen primer kaže, oba kritizirata delovanje KPK. Nobena levo-liberalna stranka se doslej ni tako ostro odzivala, ko je podajala neke ocene o delovanju Komisije za preprečevanje korupcije. Tudi recimo način delovanja je pri Golobu in Janši verjetno celo bolj podoben, kot si bi sama želela. Na oba letijo očitki o določenih avtokratskih prijemih pri vodenju koalicije. Oba sta zelo močna, nesprostna politična igralca, oba želita imeti na nek način tudi nadzor nad mediji, oba sta podvržena osvajanju družbenega prostora. Tudi nekateri ljudje, ki so bili prej pri Janši, so zdaj pri Golobu. In tako da teh primerjav je ogromno, je pa seveda, da ne delamo krivice, se tudi nekaj razlik med njima. Morda je najbolj bistvena področje kulturnega boja. Tu sta si pa kot dan in noč. Omenil si ljudi, ki so bili pri Janši, pa so zdaj pri Golobu, ampak če potegnemo še za konec to, pri Golobu je morda rešitev, kolikor sem lahko prebral v tvojem tekstu, to, da ima zveste ljudi okoli sebe. Ja, to je teza, ki jo je povedal profesor politologije dr. Marko Hočevar. Se strinjam, da je to zagotovo pomembno zanj, da ima ob sebi ljudi, ki mu ščitijo hrbet. Ne bi pa rekel, da je to ključno, ker v politiki odloča dolga vrsta stvari in dogodkov. Morda v tem kontekstu Golobovih postopkov velja opozoriti na preračunljiv molk koalicije. Se pravi, tako SD kot Levica sta bila v času prejšnje vlade, ko je šlo za podobne primere, zelo ostra. Recimo spomnimo se primera bivše ministrice Aleksandre Pivec pred KPK-jem. Tukaj pa zdaj v bistvu obe stranki podajata samo neka načelna stališča,
Vidi se, da nihče ne želi tvegati predčasnih volitev, vidi se tudi, da nihče se ne želi zameriti Golobu, ker se vsi zavedajo, kakšno moč ima. In če potegnemo črto, pri Golobu bo veliko odvisno od njega samega. Kakšne bodo njegove reakcije v zadnjih mesecih pred volitvami, kako se bo obnašal, kakšna sporočila bo pošiljal v javnost, kako se bo branil, kakšno vizijo bo ponudil. Skratka, to se mi zdi ključno. Če pa bo izbral boj vseh proti vsem, kar tudi ni nemogoče, pa bi se to lahko končalo tudi z zamenjavo oblasti po volitvah, ni pa to seveda edina stvar, ki bo odločala na volitvah. Ja, in še kar nekaj mesecev je do tja, pa ne več tako daleč v bistvu. Verjamem, da se bomo še kaj slišala na to temo. Matej? Hvala ti za tokrat. Seveda bralke in bralci pa vabljeni k branju tako analize kot komentarja, ki jo je prispeval za odlično branje danes v Večeru Matej Grošelj. Miha, hvala in lepo sredo vsem želim. Koga gostimo v rubriki Gremo na kafe? Maribor je lani dobil prvo splavarsko kraljico, to pa se je zgodilo povsem nepričakovano. Mariborski flosarji so na 40. splavarskem krstu brez vednosti predsednice Turističnega društva Maribor, to skrbi za ohranjanje splavarske tradicije v mestu ob Dravi, za svojo kraljico razglasili Tadejo Fijačko, dolgoletno flosarsko frajlo. Zgodovinarka po izobrazbi je s flosarstvom povezana od otroštva, saj je odraščala v Koblarjevem zalivu. V Turističnem društvu Maribor pa aktivno deluje že 20 let. Srečali smo se, kakopak, v Koblarjevem zalivu. To je naš dom, tu je naše pristanišče za splave. Leta 1985 so tu zgradili prvi splav za turistične namene. Tudi danes v Koblarjevem zalivu gradimo naše splave. Tukaj sprejmemo naše goste in jih zapeljemo do Lenta, je pojasnila izbor lokacije. Da kavo se rado odpravi še na trikotno jaso, naročila je podaljšano kavo. S Tadejo Fijačko, torej predsednico Turističnega društva Maribor, smo govorili o rekordni splavarski sezoni v Mariboru. Tako da letos res podiramo rekord vseh let. Zdaj, če bo šlo vse po sreči, bi naj imeli tam okrog 150 vožnje. To govoriva od 5000 do 6000 ljudi bomo prepeljali v letošnji sezoni. Seveda te številke na koncu potegnemo skupaj, ampak že zdaj smo podrli rekord, ki smo ga dolgo časa vlekli, tako da zelo uspešna sezona. Tradiciji flosarstva pri nas, življenju na Dravi in željah za Maribor. Kalvarija bo spet zaživela v svoji luči, odmevu tekaških korakov in aplavzu navijačev, ko se bodo udeleženci pomerili v vzponu po 454 stopnicah. Po enoletnem premoru se namreč v Maribor vrača Seltron-nočni tek na Kalvarijo Univerzitetne športne zveze Maribor oziroma Zdrave zabave, ki je lani odpadel zaradi nepredvidenih okoliščin. Jubilejna 15. izvedba bo potekala v petek 10. oktobra. Dogajanje se prične ob 16:30 s prevzemom štartnih številk, ob 17:30 sledi uvod z otroškimi teki Curaprox, ki so namenjeni otrokom, rojenim med letoma 2013 in 2021. Mlade udeležence čakajo darila pokroviteljev. Osrednji nočni tek na Kalvarijo pa se začne ob 19:30, ko bodo odrasli tekmovalci v moški in ženski kategoriji preizkusili svojo vzdržljivost in hitrost po slovitih mariborskih stopnicah. Kalvarija je izziv, a še bolj kot tekmovanje je to praznik gibanja in skupnosti, pravi Klemen Tasič, vodja projekta. Dogodek sprejme največ 350 odraslih in 150 otrok, prijave so možne preko spletnega obrazca. Udeležba je brezplačna, udeleženci pa prejmejo topel obrok, osvežilno pijačo, darilno vrečko in spominsko medaljo za dosežen vzpon. To je bil Večer zjutraj 8. oktobra 2025, z vami sem bil Miha Dajčman. Kakovostno novinarstvo lahko podprete tako, da se naročite na tiskani in spletni Večer, postanete nas sledilec in bralec na družbenih omrežjih, naročnik naših podcastov in newsletterjev. Tako boste podprli novinarstvo, ki prinaša avtentične vsebine, ki jih pripravljajo naši novinarji in jih druge ne boste našli. Želimo, da razumete, kako se vrti svet. Želimo vam odstreti vpogled v čas in prostor, v katerem živimo. Veseli bomo vaših komentarjev, pobud in kritik na različnih kanalih. Se beremo in slišimo.